tem video vodiču se bomo dotaknili tega, kako v bistvu na platformi Teachable oziroma pač na nekih LMS platformah izgradimo našo prodajno stran oziroma pač izgradimo stran z neko predstavitvijo. Zdaj, video vodič, ki sledi, je zelo, bom rekla, zelo tehničen, tako da v bistvu, če ti je tole tuje, če nič ne razumeš, zakaj sploh gre, ti res priporočam, da v bistvu najprej začneš z brezplačnim mini treningom, mini online programom. Online programi od kreiranja do promoviranja najdeš na e-dogodek.si in pošiljnica brezplačno, kjer v bistvu se dotaknemo tega, kaj sploh so te LMS platforme, torej Learning Management platforme, zakaj konkretno Teachable, Thinkific in tovrstne platforme. Skratka, res spoznaš v bistvu ta princip upravljanja oziroma jaz temu rečem menedžiranja iz spletnih učilnic oziroma spletnih programov z LMS platformami. Zdaj, kdaj nam v bistvu ta zadeva, kar se tiče postavljanja strani, pride prav, ne? Mislim, kadar želimo, kadar rabimo pravzaprav postaviti neko landing stran, pa zdaj bodisi nimamo svoje neke druge platforme, kjer bi to postavljali, ali pa da je neka dotična zadeva, ki jo želimo imeti, ki je recimo povezana dejansko z učilnico, kakor bom tudi v video vodiču prikazala. Lahko je pa to čisto, bom rekla, čisto ena navadna stran z nekih več informacij, nekaj, kar v bistvu v naši platformi lahko tudi naši udeleženci, ki so registrirani in ki prihajajo na našo platformo, vidijo oziroma kamor lahko tudi mi linkamo, ne. Zdaj, to je res uporabno, predvsem kadar mogoče pač to platformo želimo bolj konkretno izkoristiti. Če imamo pa seveda svojo spletno stran, ne vem, na WordPressu, Wixu ali kjerkoli, je pa seveda treba biti pozoren, da se odločimo, katera od teh platform bo tista, na kateri bomo postavljali zaradi Search Engine Optimization, o čemer tudi več v video vodiču povem. Zdaj, konkretno video vodič je prikazan na platformi Teachable. Teachable je platforma, ki je pravzaprav dokaj podobna platformi Thinkific, in tudi obedve platformi na dokaj podoben način, pač s pomočjo teh sectionov, torej teh sekcij, gradita tako stran. Konkretno torej v tem primeru govorimo o platformi Teachable. Platforma Teachable je seveda plačljiva platforma, najnižji paketi štartajo tam nekje 30 in nekaj dolarjev na mesec. Tako da v bistvu nam pa zagotovi, torej poleg tega, da imamo lahko noter spletne učilnice, nam zagotovi tudi izgradnjo teh tovrstnih landing oziroma v njihovem primeru sales strani. Kar je prvo bistveno, da veš, je to, da v platformi Teachable obstajata v bistvu dva različna tipa strani, in sicer eno so strani, ki so v bistvu čist navadne strani, ne. Tukaj je en tak primerček, skratka, je ena stran, kjer želim pač samo nekaj napisati, nekaj povedati. Drug tip strani so pa v bistvu prodajne strani oziroma sales pagi, ki so pa povezani v bistvu z kurikulumom, ki je vzat, to se pravi z vsebino. Zdaj, tale je ena malo lepših, no. Tulele imam pa eno, kjer je pač tak primerček, tulele je, recimo, ne, tale glih ni najlepša naslovnica, ampak pač zato, da vidiš poanto, skratka, ta stran ima torej tukaj tudi ta, bom rekla, gumb, in če nekdo klikne na ta gumb, ga bo dejansko vpisalo v to spletno učilnico. Skratka, in bo imel dostop do same vsebine, mislim, da jo imam tukaj, ne, takole, ja. Ne, skratka, v bistvu torej navadna stran pomeni, da je neodvisna od neke vsebine, ki je v ozadju, to se pravi od video lekcij, medtem ko, če govorimo o sales pageu, sales page je povezan torej z vsebino, nas pripelje v učilnico, tam, kjer so video lekcije, pa ni treba, da je tako grd, kakor je tale, no, tale je res na hitrico narejena. Tukajle recimo je ena taka, kjer lahko vidiš v bistvu zelo različne postavitve, od tega, da so slike, do tega, da so videi, gumbi, skratka, tukajle vidiš tudi recimo primer direktno vpis noter in tako naprej, ne. Evo, mimogrede, ne, vse te strani imajo lahko tukajle gor, da se vidi, to se pravi tudi glava pa noga, lahko so pa v bistvu dejansko res bom rekla, čisto take ta prave landing strani, kjer v bistvu niti ni menija in tako naprej.
Zdaj, bistveno, kar je treba vedeti, to se pravi, te navadne strani se postavlja tukaj le v administraciji pod site, pages, vidiš, tukaj jih imam kar precej zlistanih, medtem ko te, ki so vezane na tečaj, to se pravi na vsebino v učilnici, se postavljajo neposredno v učilnici. Torej tukaj pod Courses poiščeš učilnico, tečaj, program, karkoli že imaš pač noter, poiščeš in v bistvu greš potem pod pages. Zdaj, kar tukaj lahko opaziš, je še ena stvar, ki velja za oboje. Oboje strani, ne glede na tip, ali je prodajna ali je navadna stran, se gradijo po istem principu, tako da bom jaz pokazala klele pri prodajnih. Kar je še pomembno tukaj vedeti, je to, da imamo klele editor version 1.0 ali pa 2.0. To smo zdaj torej na strani, kjer v bistvu gradimo sales page za neko učilnico. Podoben sistem lahko tudi vidimo tukaj pri site pages. Imamo new page verzija 1.0 ali pa new page verzija 2.0. 1.0 verzije so v bistvu stare verzije strani, ki so, mislim, da bile v akademijah, ki so bile odprte pred, da se nam zmotila, ampak mislim, da pred oktobrom 2019, no, se mi zdi. Skratka, so zelo, bom rekla, take neprimerne za urejanje in tako naprej, tako da jaz tukaj res spodbujam, da kjerkoli imaš, kjerkoli začneš, štartaj z temle editorjem 2.0. Torej, če gradiš navadne strani, pod pages vzameš new page 2.0. Če gradiš pri spletnem tečaju, torej pri konkretni spletni učilnici, spet bo pa avtomatsko itak začel delati, ko bo add new page, bomo videli, bodo zdaj dodali, se spet težimo k temu, da imamo 2.0, ne 1.0. Skratka, tukaj le, če slučajno imaš akademijo, ki je starejša, torej, ne vem, izpred leta 2020, bom rekel, za mejo, mislim, da je januar 2020, da je bila res tista meja, ko so vse akademije dobile. Če imaš pa kje, torej, še tole varianto, da boš videl, da imaš 1.0, to pomeni, da je bila tista učilnica odprta še pred tistim časom in jaz res priporočam, da tisto zignoriraš. Skratka, da postaviš rajš novo stran, ker je tale editor 2.0 precej lažji. Zdaj pa samo še ena stvar tukaj pri pages od tehle, kaj so že, učilnic oziroma kursov, karkoli že imaš noter. En kurs, to se pravi ena učilnica, ima lahko več prodajnih strani. Tudi tukaj le vidiš, jaz imam že recimo konkretno klele 2, lahko bi imela večjih. Skratka, kar pomeni, da recimo tukaj le, recimo, če bi imela konkretno tale učilnica, triki, in jaz imam lahko tukaj le več različnih strani, to je predvsem uporabno, kadar v bistvu prodajaš spletne tečaje preko platforme Teachable, zato ker takrat lahko uporabiš, to se pravi to testiranje AB, lahko narediš več različnih prodajnih strani, ki pa vse vodijo po vpisu, to se pravi, bodi si po plačilu ali pa če je brezplačno, je pač po brezplačnem vpisu, vodijo v isto vsebino, to se pravi do istega kurikuluma, torej v isto tole učilnico. Zdaj, ena stvar, glede na to, da tudi sama večinoma platformo Teachable uporabljam predvsem samo zato, da gostujem gor svoje spletne tečaje, prodajam pa v bistvu, ne prodajam pa v bistvu prek platforme. Kljub temu uporabljam, v bistvu kljub temu izkoristim, predvsem pri brezplačnih, izkoristim to, da vsem kljub temu naredim neko kratko prodajno stran, ker kaj se zgodi? Recimo, če imam jaz kakšne lekcije, ki so brezplačne, recimo pač brezplačne v smislu, da jih lahko kdorkoli klikne in jih vidi, to se ravno ne rabi se noter vpisovati. Kaj se zgodi, če on pride, torej recimo tole gledam v inkognitem oknu, kar pomeni, da to lahko si ogleda kdorkoli. Potem pa pride mogoče do lekcije, ki imamo kakšno lekcijo, mislim, da je tukaj waiting room, ki je pa zaklenjena, kar pomeni, da mora biti pa nekdo nujno vpisan noter, in v tem primeru se mu bo pokazala takale vsebinca, mislim, takale zadeva in piše vpiši se v tečaj, in če klikne on tukaj noter, pade spet na to osnovno stran od tečaja, to se pravi na to sales page, na to prodajno stran. Tako da to jaz priporočam v vsakem primeru, da vsaj nekaj osnovnega pri vsakem tečaju, tudi če tečaja ne prodajaš preko platforme, kar pomeni, da nima tega gumba, da bi se ljudje vpisovali, kljub temu predlagam, da izkoristiš vsaj nekaj malega, da napišeš, zato ker lahko nekdo po nekem naključju pride recimo do te prodajne strani in je fino,
da ima to potem pripravljeno, oziroma vsaj, da ve, kje je in kaj je. Tako da, evo, to je to, pa še nekaj mogoče v zvezi s temi prodajnimi stranmi. Tukaj imam konkretno tole mojo spletno šolo za edupodjetnike. Če prodajno stran delaš na platformi Teachable, potem jo ne delaj na svoji WordPress strani ali kakršnokoli stran že imaš. Skratka, vsaj ne enake kopije. Torej, odloči se, ali delaš prodajno stran na Teachable ali jo pa delaš na, pa iz Teachable potem recimo vodi gumb v tvoj WooCommerce, WordPress, kamorkoli že, pač kjerkoli, ali pa v končni fazi na Google obrazec, kjer pobiraš naročila, ali pa da narediš prodajno stran oziroma pač landing page pač s to vsebino na svoji primarni spletni strani. Zakaj? Zato, ker v bistvu, če Google zazna dve strani, ki imata enako vsebino, bo začel eno od teh dveh strani nižje rangirati pač v iskalniku, ne. Pač čista Search Engine Optimization, torej SEO, čisto samo iz tega vidika. Tako da, ko se odločaš, da prodajno stran pripraviš, jo pripravi, se odloči, ali bo to na Teachable ali pa na, ne vem, WordPressu ali pa na Wixu ali pa na čemerkoli, kjerkoli že si, ne. Ne pa iste strani na dveh platformah. Okej? Zdaj pogledamo še tukajle, torej kako te strani graditi. Zdaj, princip je čisto enostaven. V bistvu tukajle bom dala Add New Sales Page. Počakamo, da se odpre. Zdaj, on nam že po defaultu nam platforma da tukajle en primer, kaj lahko imamo, ne, vse, kar imamo lahko noter. Tukaj lahko vidiš, ne, če je to bila spletna učilnica, potem lahko damo tudi kurikulum. Tukajle imamo, to se pravi, dejansko za opis noter. Lahko damo featured products, to se pravi, lahko damo povezavo tudi do drugih spletnih učilnic, ki jih imamo na tej platformi. Po novem imamo tukaj tudi ta e-mail za e-maile zbirati direktno na platformi in tako naprej. Zdaj, isti princip, jaz ne bom šla čez vse tele, ker nima smisla, da gremo vse pogledat. Kar je bolj pomembno, je to, da v bistvu to so v bistvu sekcije, ne. To se pravi, tukajle lahko vidimo tale banner, je tale sekcija. Zdaj, če slučajno kdaj nisi ziher, kaj je, samo klikneš gor in ti bo že odprl tale, bom rekla, tole okno z več podrobnostmi. Lahko pa recimo, če tukaj nisi ziher, pogledaš, course curriculum, kaj pa je to, in te tako vrže sem. Vse tele lahko preimenuješ po svoje. Rename, bomo rekli banner, zdaj sem tako zmislila, pa enter. Tukaj bom lahko rekla, ne vem, testimoniali, recimo, ne. Skratka, lahko jih preimenuješ tako, da veš, za kaj gre. To je konkretno recimo tale, pač sem se zmislila, ne. Potem pa v bistvu lahko jih pa tudi pobrišeš, recimo, da mi jaz tegale, ne vem, ali pa bom rekla tegale text with grid, ga nočem imeti, ga bom pobrisala. Delete. Okej. Ali pa eden, da ti je všeč, da si ga glih dobro zastavil, pa bi samo pač vsebino zamenjal, pa lahko daš duplicate. Skratka, zelo enostaven princip. Tudi tukajle v bistvu samo potem povlečeš na lokacijo, kjer to želiš imeti in se lepo vse prestavi. Drugače pa vsaka od teh stvari ima tukajle potem tudi, to se pravi, tukaj lahko slikico menjaš, tukaj se pa pač za poigrati, da pogledaš, recimo postavitev slike je lahko levo ali pa desno. Pač pogledati je treba, kaj tukaj lahko spreminjaš oziroma kaj lahko pišeš, naslovi, teksti in tako naprej. Dizajn je pa v bistvu, bom rekla, ta dizajn tega okna, to se pravi te sekcije. Skratka, tukaj recimo rečemo, da želimo imeti tekst, recimo, ne vem, zdaj dala neko divjo barvo, da se bo videla razlika, ne. Pa recimo, da želimo imeti, kaj pa jaz vem, ozadje, ne belo, ampak tukaj lahko kar direkt izbiramo, recimo takole nežno vijolično ali kakršnokoli, ne. Zdaj, skratka, na ta princip, na ta način se tukajle igramo. Kakšen blok oziroma kakšno to sekcijo lahko tudi skrijete. Skratka, če trenutno niste prepričani, da bi jo rabili, ne, jo lahko skrijete. Skratka, pri vsaki sekciji je treba iti noter pa pogledati, kaj piše pa kaj se da spremeniti. Torej, eno je content, eno je, kar je torej vsebina, drugo je dizajn, torej kako izgleda. Tukajle
pod temle zobničkom imate potem samo še varianto, da se odločite, ali imate, smo rekli, lahko je to čisti tipičen landing page, kjer nima tele glave. Zdaj sem skrila glavo. Lahko skrijemo tudi nogo. Konkretno pokažem. Gledamo zdaj to spodaj nogo. Če jo skrijem, jo ni. In dobimo res tak lep landing page. Tukaj sicer dala nazaj, no nima veze. Tukaj lahko nastavimo, torej, kakšen bo URL, torej kako bo izgledal tisti na koncu, kaj bo pisal. Kaj bo pisal, pa page title, to je ta naslov, ki se bo pokazal klele, recimo tale aktualno, je tale page title. Tukaj lahko dodate še page description, to je predvsem zaradi CEO-a, to se pravi zaradi Search Engine Optimization, kar pomeni, da pač če date neke besede, po katerih bi ljudje znali iskati to vašo stran, bo večja šansa, da se pojavi med Google zadetki. Potem pa v bistvu tukaj lahko date preview, da vidite pač, kako jo vidi nekdo, ki ni logiran. Tukaj ne vas zdaj nič ne moti, tako se piše preview as public, kar pomeni nekdo, ki bo to gledal tega le zgori, ne vidi pa vse tele zadeve. In pa, kaj sem hotela še reči, to in pa seveda publish. Dokler stran ni publishana, torej dokler niste pritisnili tipke publish, torej objavi, toliko časa je stran samo v draftu, torej v osnutku in ne bo vidna na spletni strani. Vi jo seveda tukaj vidite v previewju, v predogledu, ne bojo pa nihče najdel, dokler vi ne date tele zadeve publish. Zdaj, jaz jo ne želim objaviti, ker ni nič kaj pametnega, ampak kar želim tukaj pokazati je zdaj to, torej ta naša untitled, jaz nisem nič spreminjala, pa nič shranjevala pol, se je pojavila tukaj med temi sales stranmi. In tukaj že lahko vidimo, tudi tukaj lahko na hitrico spreminjamo tale page URL, recimo, če bi jaz hotela zdaj dati tukaj, ne vem, pač nek ime URL-ja, da je nekako smiselen, lahko tudi tukaj na hitrico spremenim. Tako da to je v bistvu to, kar se tiče grajenja teh strani. Torej, treba je vedeti, ali želiš imeti stran, ki je mišljena kot navadna stran, ali želiš imeti stran, ki bo peljala nekam na konkretno vsebino. In pa druga stvar je potem, da v bistvu izbereš editor verzijo 2.0. Zdaj tako, tole je bil video vodič, kjer smo šli res zelo detaljno v eno od stvari v zvezi z platformo Teachable. Zdaj, kaj več o tem, kako pravzaprav te platforme izgledajo, zakaj so priročne, zakaj uporabne, najdeš na edugodek.si strani, konkretno pod rubriko Menedžiraj, torej edugodek.si pošiljnica Menedžiraj brez šumnika, torej Menedžiraj. Konkretno imaš tam tudi v bistvu je nekaj video vodičev oziroma nekaj enih takih e-predavanj o tem, kaj te platforme so, kako izgledajo, čemu koristijo, tudi konkretna primerjava med platformo Teachable in pa platformo Thinkific. Še enkrat, kot rečeno, pa to, da če je bilo pa tole vse skupaj too much, skratka, če je bil tale tehnični video vodič nekaj, kar ti je bilo trenutno v tej fazi še nerazumljivo oziroma ne razumeš, kam to spada v celotnem postopku kreiranja online programov, pa vabim, da si v bistvu pogledaš torej na edugodek.si brezplačno, pošiljnica brezplačno, v bistvu en tak res kratek 6-7 delni mini trening, kjer gremo v podrobnosti oziroma kjer gremo skozi celoten proces, kaj je treba znati narediti za eno tako učinkovito in enostavno in tehnično enostavno upravljanje online programov.